Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar. No, in danes odgovarjam spet na vprašanje, in sicer včeraj pri videu o tihih vnetih sem dobila naprej vprašanje. V glavnem ena gospa sprašuje, kako pomagati osebi, ki ima strdke v žilah. V glavnem operacija, v glavnem tablete za redčenje krvi in opravlja pač stoječe delo. Dejstvo je, da ji zatekajo noge in da je v bistvu to boleča zadeva. No, prva zadeva, mi moramo razumeti, da tehnično bomo najprej pogledali telo, kaj potrebujejo žile, ampak naslednja stvar, pa zdaj prav gre skozi možgane ena gospa, pa mislim, da sem že govorila v enem videu, pač večkrat zjutraj jo srečam, ko hiti mimo doma, oziroma jaz zjutraj tako prižigam svečko, pogledam skozi okno in vidim vedno eno gospo, ki pač hiti. No in zadnjič enkrat sem jo vprašala, kam hodi, in je rekla, da hodi k svoji mami na kavo. In potem je pač malo pojamrala in je rekla, da ji noge zatekajo, da lansko leto ni zmogla hoditi, da je imela celo operacijo in v glavnem pač žil, in da je zdaj sicer boljše, ampak zvečer ima take noge, da niso njene. Seveda, ni me vprašala za nasvet, ampak vsem ga je vseeno dala, kaj bi lahko naredila, in je bilo v trenutku tako, ne, vsi so pametni in meni nič ne pomaga. Saj sem zdravnika vprašala. No, kakorkoli že, dejstvo je, da vse skupaj je povezano s spolno čakro, ampak o tem bomo pol kasneje govorili. Dajmo zdaj pogledati tehnično, kaj pomenijo žile, zakaj zatekajo noge, v glavnem, kaj se dogaja. Se pravi, spet, če narišemo žilo in žila, ko nastanejo krčne žile, kaj se zgodi? Stena žile popusti in postane pač razvlečena. In to pomeni, da je delček žile ni več čvrst, ampak enostavno se raztegne. Zakaj pride do tega? Seveda, najprej boste rekli kolagen. Res je. Kolagen je tisti, ki ga manjka. Ampak kaj je tisto, zakaj manjka kolagena? Ne samo zaradi tega, ker se pač z leti staramo, telo se ne obnavlja več tako in tako naprej, ampak v prvi vrsti krive so mikropoškodbe na celični bazi in krivo je hudo pomanjkanje C-vitamina. Ker če bi imeli zadostno količino C-vitamina, bi se zgodilo, da bi v bistvu C-vitamin držal to strukturo skupaj. In C-vitamin je prvi, to je cement za našo kožo, za žile, za kolagen, za komplet vse, da drži skupaj. Dejstvo je, da C-vitamin je tisti, ki drži skupaj, se pravi, to je cement. Cement, ali pa lahko rečemo tudi malta, čeprav malta za naše žile je majčkeno drugače sestavljena, potrebujemo tukaj še silicij. Silicij je pa mineral, ki ga dobimo v trdi zelenavi. Bolj kot jemo trdo zelenavo, se pravi zelje, predvsem zelje, repa, trde zadeve, to vsebuje silicij. Ogromno silicija se nahaja, vse, kar raste v zemlji, dalj kot je v zemlji, tudi v krompirju, da se razumemo, je nekaj silicija, ampak moramo razumeti, da silicij se topi v vodi, se izplavlja v vodi, dalj ko kuhamo neko zadevo, bolj se silicij izplavlja. Zato je v bistvu najbolj taka silicijeva hrana, vsekakor zelje, kislo zelje, če lahko sveže zelje jeste, absolutno je silicija ogromno noter. No, ta dva skupaj plus beljakovine. Beljakovine so pa tiste, ki so pa zdaj gradniki, se pravi, z tega nastane malta, to so pa gradniki, to je pa cegel za naše žile. Se pravi, ta gospa je podhranjena s C-vitaminom, verjetno je močno v stresu, manjka ji silicija in mogoče je hrano, ki je dobra, ni pa tako nujno zdrava, recimo kot čokolada. Veste, ko si lačen, pač daš nekaj v usta. In pomanjkanje beljakovin, sploh v večernem času, večer je absolutno napačno sestavljena, tako da je ta gospa, če bi si želela pomagati pri svojem zdravju, je ključ do tega, da spremeni svojo večerjo, recimo zvečer skuta namaz z avokadom, recimo, pa zraven narezane steble zelenjave, recimo lahko si nareže papriko,
korenček in v bistvu to pomako je zraven in čim manj kruha. Dobesedno ogljikovi hidrati pa presnovo blokirajo za naslednjih 5 ur in vmes postanemo še lačni. Tako da v glavnem to je zdaj tehnično, kaj je treba narediti. Ja, pri žilah je nujno tudi E-vitamin. E-vitamina dobimo največ v oreščkih, drugače pa olje iz pšeničnih kalčkov poveča prekrvavitev in skupaj s C-vitaminom deluje na prožnost žil. Sploh za krčne žile, sploh za tiste, ki imate kapilare popokane, recimo na licih, ki vam pač pokajo kapilare, in tudi E-vitamin pomaga pri starostnih pegah, to pomeni, da imate na celični bazi preveliko oksidacijo. No, zdaj pa gremo naprej. Če se vam to dogaja, se pravi, kateri del telesa je odgovoren za vse skupaj. Dejansko odgovoren, tisti krivec, da se to začne dogajati, je center v možganih, predvsem hipofiza in seveda nadledvični žlezi. V nadledvičnih žlezah se tvori prevelika količina stresnega hormona. Se pravi, ta oseba je nekako obremenjena, da vse mora biti hiter, da mora biti popoln. Daj, ljuba duša, umir se. To je ta prva zadeva, zadihaj. In predvsem tistemu, kar ti povzroča največji stres, je čas, da rečeš včasih tudi dovolj. Da enostavno rečeš dovolj. Kronični stres pa lahko poteka tudi po liniji naših prednikov in enostavno to prenašamo, zato imamo genske bolezni. In recimo, če je vaša babica imela krčne žile, je velika verjetnost, da jih imate tudi vi, ker se prenaša nek vzorec družine po družinskem deblu. Recimo, če je stara mama imela, prva stvar, ko sem to prebrala, je bilo neradost, se pravi pomanjkanje radosti v življenju. No in kdor to predeluje, pomanjkanje radosti v življenju, pomeni, da enostavno se ne zna veseliti drobnih trenutkov, da se ne zna spomniti lepih stvari, da ne zna poiskati, kaj so bile tiste vesele zadeve. A vam nekaj povem. Pri meni je bila predvčerajšnja moja ta mala hčerka stara 18 let. Se pravi, jaz imam 3 odrasle dame. Tako neverjeten je, res neverjeten. Pač tako lepo skozi ta leta, ko sem z njimi rasla, ja, jaz na en način, one so na drug način rasle, ampak vam povem, da toliko luštno, ker dejstvo je, da te moje 3 hčerke, toliko smo se nasmejali, recimo, ta mala hčerka je enkrat, ko sem delala že na svoji spletni strani, ona je igrala neke igarce in sem rekla, no zdaj pa čas za kosilo, in ona meni reče, mami, a si kaj slecna, ker lahko v službi kuhas? Wow, res sem srečna, ker lahko v službi kuham. Ali pa recimo, prvi dan sem jo peljala v vrtec, pa se postavi pred vrtčevska vrata, pa naredi, mami, a vohaš? Se reka, kaj? Je reka, po snegu diši, 1. septembra. Pa potem en kolega jo je ves čas zbadal, čebela, ona je rekla, zebe me, lepa sem, čebela, in ves čas jo je zbadal. In v bistvu, veste, to je bila stara mogoče 2 leti, pa pol, 3 leta, in se ni znala braniti, ampak, mislim, kako ga je zabila, in ona, ta majhen otrok, ga gleda gor in reče, ti pa nima svlata. In človek se je toliko zasekiral, da je shujšal 30 kil. Dejstvo je, ja, imel je 130 kil, tako da je bil konkreten in v bistvu ni imel vrata in v bistvu ta otrok, ki ga je gledal gor, je res gledal verjetno kot neka gomila. No, kakorkoli, v glavnem, jaz sem toliko uživala, ali pa ta srednja hčerka, enkrat smo gobe nabirale in ni bilo nič gob. In gremo iz gozda, ta mala hčerka se je utrudila in jo nesem na hrbtu, pa namesto gob smo kamne nabirale in nesem tiste kamne in rečem, mami, je Herkul. In reče, Pija je rekla, ne, mami, ti nisi Herkul, ti si angelček. Se kar zjokala zraven. Iščite lepe spomine, ker jih imate. Radost življenja je tisto, kar je vaša odločitev. Vsi imamo težave. Ga ni človeka, ki nima kakšno stvar za predelati. Ampak čemu boste namenjali pozornost, ko greste ven, česa se spominjate?
tisto, kar mi je rekel, kaj je naredila, kako bi mu... Pustite vse tisto, kar vam povzroča stres, ker tisti, ki imate težave s krčnimi žilami, vas točno to uči življenje. Spustite stres in dovolite, da se po vaših žilah začne pretakati več radosti. Objemite svoje telo in predvsem pohvalite svoje celice, kar delajo. Dajte jim ljubezen, svojim celicam. Dejstvo je, da vaše celice vas ubogajo, one so edine tiste, one se odzivajo na pesem vaše duše. In kaj je pesem vaše duše? Koliko ste bili 50 let nazaj ranjeni zato, ker je nekdo nekaj naredil, ali pa zato, ker se zavestno spominjate lepih trenutkov in jih podoživljate in si slikate srečno bodočnost za naprej in veste, kaj vas še čaka. Predvsem izstopite iz drame ven. No in zdaj smo pa že pri podzavesti, oziroma preden gremo na podzavest, je tukaj hipofiza. Hipofiza je povezana s tretjim očesom. In kdor ima pač blokado čez ta del, dejansko težko vidi nekaj lepega, zaradi tega, ker ima čez pokrov čez svojo glavo. Mogoče ga velikokrat glava boli, velikokrat ima mogoče tudi migrenske glavobole. In vsak, ki ima občutek, da ima pokrov čez glavo, pomeni, da je čas, da v svojih mislih začne generirati srečne misli. Zato, ker glejte, prva stvar, ki jo mi generiramo tukaj noter v svojih mislih, svojim razmišljanjem, je sigurno ta, kako doživljamo svet. No pa pojmo mečke na človeško fovšarijo. Človeška fovšarija je tako neverjetna, se razumete, ne? Nevoščljivost, zavist. Dejstvo je, da slovenski pregovor pravi, če bi fovšarija gorela, ne bi potrebovali drv. In to je čista resnica. Poglejte, kdor predeluje prav fovšarijo v svojem življenju. Ena stvar je, da ste lahko tisti, ki so vam ljudje nevoščljivi in tekmujejo z vami, pa nikomur ne želite nič slabega. Dejstvo je, da te ljudje, ki so vam nevoščljivi, to je v bistvu tako, kot da bi imeli kačo na svojih prsih. Te ljudje ne sodijo v vaše življenje. In če vi začutite od nekoga, ki je lahko tudi vaš prijatelj, da vam je nevoščljiv, te ljudje ne pašejo v vaše življenje. Pa vem, da lahko zdaj pomislite, kaj to zdaj pomeni, pa moram kar brisati vse prijatelje. Glejte, jaz tega nisem rekla. Ampak, jaz vam raj 1, 2, 3 prijateljce, ki so iskrene, ki so vesele zame in ki ploskajo ob mojih uspehih, kot pa 30, ki vsakič, ko nekaj naredim, je tisto, se hinavska, pa re, kako sem srečna, joj! To je res izven konteksta in tisti, ki radi gledate risanke, poglejte Ledeno dobo 1. Tam Sid, to je tiger, razlaga o veliki srečni družini. No, te prijateljice, to je velika srečna družina. In potem sredi čist izven tega konteksta, sredi zgodbe, reče en mladiček, jaz pa včasih bruham. No, to je to. Imate lahko 1000 prijateljev okrog sebe, ampak če je neiskrenost, to je samo za bruhati. In zdaj, direktno ne, ampak na celični bazi čustva občutijo vaše celice. Da vas mogoče boli želodec, zato ker vam gre na bruhanje od določenih ljudi, imate težave s solarnim pleksusom, solarni pleksus povezuje, naprej deluje na jetra, jetra čistijo kri, ki je preobremenjena s stresom, oksidira vas C-vitamin, pojavi se holesterol, začnejo pokati žile in ste spet na začetku zgodbe. Zato ljudi, ki so škodoželjni, pač damo iz svojega življenja ven. Dostavljenih na ramo, je to tako. No, naslednja stvar, zdaj smo pri hipofizi in videti resnico. Dovoljujem si videti resnico. Kaj je moja resnica? In prav mišični test mi pove mojo resnico, ker sem v direktni povezavi s svojo podzavestjo. Moja podzavest komunicira z mojo dušo. Dobesedno ta povezava teče.
In ko si jaz upam priznati svojo resnico, pa včasih je zanimiva tale resnica. In poglejte, prav mišični test resnice nas bo pripeljal do tega, da bomo mogoče včasih šokirani nad tem, wow, a to je to. In zdaj a lahko jaz vprašam za drugo, recimo v tem primeru, ne vem, ena prijateljica je name ljubosumna. To v bistvu ne bo ta prav odgovor, ampak če pa jaz to vprašam, poglejte, vam pokažem. Se pravi, moje ime je Minka, grem naprej in če rečem za drugo osebo, rečem, občutim, da ta prijateljica je do mene zavistna, jaz sem zdaj pač na eno pomislila, ki kao, in dejansko dejstvo je, da jaz s mišičnim testom preverjam svoja podzavestna prepričanja. Ne moram za drugo osebo, ampak občutim, da. In recimo, danes me je ena gospa spraševala prav glede mišičnega testa za svojega moža in je rekla, da njen mož je kot ena prekla, tašča pa ke zalita roža in sem rekla, ti lahko vprašaš z mišičnim testom, občutim, da energija mojega moža odteka k njegovi mami. In je dobila pritrdilen odgovor. Ne more pa reči, mojemu možu pije energijo njegova mama. To v glavnem, to je njeno prepričanje. Ampak ona pa lahko vedno preverja z mišičnim testom svoje občutke. In zdaj sploh tisti, ki smo bili vzgojeni, ti si preobčutljiva, daj spet ti tvoja čustva, smo se navadili potlačiti svoja čustva in mnogokrat ne odreagiramo, smo tako kot nekdo, ki se potaplja v živo blato in zmerom bolj tone in ko ne more več dihati, eksplodira. In potem ga vsi pisano gledajo, kot pa je. In to je zaradi tega, ker smo bili vzgojeni, se pravi, je program, moraš potlačiti svoja čustva. In če imate to zadaj, dajte najprej počistiti. Program, moram potlačiti svoja čustva in potem greste na vse ostalo. Tako da v glavnem, zdaj, s čim si čim bolj pomagati. Knjiga, ko imajo duše žur, tukaj si boste močno pomagali in sicer s tem rumenim oziroma rumenim modrim poglavjem. Tukaj boste imeli točno težave, recimo hemoroidi, težave z opuščanjem preteklosti. Preverite z mišičnim testom. Potrebo imam po zanikanju svojih potreb. Strah me je resnice. In pač, glejte, preverite in potem naslednja stvar, zdravilno molitvijo dekodiranja počistite in potem si lahko tudi ponavljate pozitivne afirmacije, dovoljujem si izpustiti strah. Moja duša se čisti. Zaupam, da bo zame vedno in povsod poskrbljeno, svobodna sem. To je pa afirmacija. Zdaj pa zakaj te afirmacije, zakaj so tako pomembne? Ko greste na sprehod, dajte takrat ponavljati, svobodna sem, moja duša se čisti, moja duša se čisti. Ker če ne boste svojega uma zaposlili, bo on našel neko bolečo zadevo in jo bo začel premlevati. In ena misel vodi v drugo in na koncu pristanete tam, kjer vedno pristanete, pri najbolj bolečem odnosu. In začnite delati to in temu se reče meditacija o hoji. In jaz res verjamem v to, da imamo vso moč v sebi za to, da začnemo usmerjati svoj tja, kamor mi želimo. Če se jaz zamislim, da bo nekaj v moje življenje po velikem božanskem načrtu prišlo, lahko prosim mojo višjo dušo, če je v najvišje dobro vseh, naj se to zgodi. Lahko je to nova služba, lahko so nove priložnosti, lahko je nov posloven partner, karkoli, če je v najvišje dobro vseh, naj se zgodi. Naj mi zrihta. Glejte, mi imamo v sebi tako moč. Mi smo ustvarjeni po veliki božanski podobi. Mi v sebi imamo iskro Božjega. In zakaj jo uporabljamo to iskro dobrega za kreacijo slabega? Mogoče zato, ker imamo vgrajeno potrebo po samosabotaži. Zato začnite delati
ko imajo duše žur, vam bo sigurno pomagala pri tem knjiga in boste videli, kako se boste osvobodili. In ja, v kratkem bom začela zbirati prednaročila za novo knjigo, ko imajo čakre žur, in tam je pa še več o teh vsebin, kar vam govorim tudi preko teh videov, in boste videli, čas je, da se osvobodimo. Ampak osvobodimo predvsem tega, da se povezujemo preko žalosti s temnimi energijami. Čas je, da spustimo in da res postanemo radostna kreacija Boga, boginje tukaj na zemlji, ker to smo. Uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodi čudež novega. Uživajte.